Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, to je raziskovalni projekt Povej. Z mano je predsednik sveta četrtne skupnosti Šmarna Gora, gospod Primož Burgar, in malce bomo poklepetala o njegovi izkušnji v preteklem mandatu v zvezi s povezanostjo v lokalni skupnosti četrtne skupnosti Šmarna Gora. Mene pa zanima, gospod Burgar, kakšna je vaša ocena povezanosti med lokalno skupnostjo pa med vašim četrtnim svetom v tem mandatu preteklem? Jaz bom tako rekel, no, v bistvu, glede na to, da sem bil v tej politiki, rečemo, pa naj si bo lokalni ali pa ne lokalni čist nov pred 4 leti, pravzaprav niti nisem vedel, kaj človek lahko pričakuje. No. Tako da je pa dejstvo, no, da po pripovedovanju drugih, ki poznajo zadeve odprej, pa tudi sam konec koncev sem te zadeve potem na nek način opazil, oziroma s časom vedno bolj. Smo vsaj v mestni občini kot taki, bom rekel, navezali relativno dobre stike, no? Prvič z odgovornimi osebami, drugič pa konec koncev tudi s tistimi, ki so nam potem na nek način pomagali pri določenih zadevah pripeljati stvari do konca. Kar pomeni, da če bi tako zelo generalno rekel, potem sem sam s to povezanostjo, no, se pravi z mestno občino kot tako, zadovoljen po eni strani, po drugi strani bi si pa seveda, tako kot vedno, vsak želel, da bi bilo narejenega več, ne? Pri čemer smo se pa jasno zavedali, da v tem mandatu kaj dosti bistvenega narejenega ne bo, ker pač pričakujemo v naslednjem mandatu, vsaj na našem območju, več stvari, ki se bodo dogajale, ker smo pač praktično na polovici četrtne skupnosti brez kanalizacij, vodovodov. Skratka, v naslednjem mandatu se bo predvsem pri nas dogajalo, zaradi tega smo vedeli, da je letos, oziroma ta mandat bil bolj pripravljanje vseh dokumentacij in vseh ostalih zadev, ker bodo pač res večje investicije v naslednjem mandatu v našem okolju. To že vemo. No? Toliko. Koliko pa kaj ljudje sodelujejo z možnostjo četrtnega sveta? A kaj oddajajo pobude, se kaj obračajo na vas? Ja, to je prav presenetljivo. No? Zdaj, in pobud, in kritik, in takšnih in drugačnih odzivov od ljudi je relativno veliko. No? Verjetno tudi na račun tega, no, da smo v tem zadnjem mandatu peljali malo drugačen način obveščanja ljudi, se pravi krajanov, kaj pravzaprav sploh počnemo. Začeli smo izdajati 2-krat na leto pač nek časopis oziroma rečemo revico, pa kakorkoli, bilten, šmarnogorske razglede, kjer smo jih večkrat pozvali, da pač to naredijo. No, tako da pravzaprav ljudje kar aktivno, relativno aktivno, no, zdaj, ne, tudi kritike jemljemo, bom rekel, kot dobronamerne, kar pomeni, da tudi na podlagi tega potem znamo odreagirati pri kakšni zadevi. No, tako da, ja. Kako bi bilo, če bi bili predsedniki četrtnih svetov, županov, občinski svet? Ja, zdaj ideja kot taka je sigurno dobrodošla. Ne? Zdaj, v določenih krogih se o tem zadevah tudi pogovarjamo, konec koncev med sabo, tudi svetniki tukaj se konec koncev pogovarjamo in so že večkrat izrazili željo, da bi bilo fino, če bi kdo od nas bil seveda v mestnem svetu kot takem, primarno, jasno mišljeno na predsednike. Dejstvo pa je, da pa če gledamo čisto iz postopkovnih zadev, je pa ta zadeva po moje bolj utopična, no? Ker moraš biti pravzaprav izvoljen, ker pomeni, da moraš biti dovolj visok na listi, nikoli ne veš, ali boš potem tja v mestni svet tudi prišel ali ne boš prišel, skratka. Je pa dejstvo, da nekateri od 17 predsednikov ČSO-jev v Ljubljani, ne, pa so tudi konec koncev, ne, nismo pa vsi. No, morda še kakšna vaša misel, ki bi jo želeli sporočiti gledalcem, oziroma mogoče tudi celo vašim sokrajanom? V bistvu nič kaj pretresljivega, no, razen to, da mogoče ugotavljamo vsi skupaj, tisti, ki se ukvarjamo na nek način z lokalnimi zadevami, da bi včasih bilo boljše, če bi nas bilo več takšnih. No. Skratka, sam imam občutek, da je prevelika večina Slovencev, ali pa konec koncev Ljubljančanov, ali pa teh, ki tukaj živijo, preveč indiferentnih do vsega, kar se dogaja v našem okolju. No. Tako da,
Recimo, da je to Ne. neka taka misel.